Svetovni dan varnosti pacientov je v tem letu posvečen zagotavljanju varnosti zdravstvenim delavcem, od katerih je posredno in neposredno odvisna tudi varnost in seveda tudi kakovost zdravstvene obravnave. Glede na težave v slovenskem zdravstvu, ki jim pečat že dolga leta dajejo kadrovski manko, preobremenjenost, predvsem z administrativnega vidika tudi, potem dotrajanost aparatur, marsikje tudi stare stavbe, dotrajani prostori, v katerih zagotavljanje varnosti ni povsem mogoče. V vsem tem se zdi, da nekako izzivov na tem področju kar ne zmanjka. Seveda jih ne zmanjka, zato ker se jih nismo lotili takrat, ko bi bilo treba. Pred mogoče zdaj že 20-30 let, ko je pravzaprav varnost pacientov postala prioriteta v razvitem svetu, se v Sloveniji nekaj dosti spremenilo. Namreč pri nas nimamo nekega nacionalnega programa. Vsaka bolnišnica, vsak zdravstveni dom se nekako po svoje trudi, vendar je vse skupaj razdrobljeno. Zakaj letošnji dan, to je 17. september, varnosti pacientov, to je svetovni dan, ki ga je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija in vseh 194 držav, med njimi tudi Slovenija. Zakaj je posvečen ravno varnosti zdravstvenih delavcev? Ravno zaradi tega, ker je to tesno povezano. In Svetovna zdravstvena organizacija priporoča vladam, torej tudi slovenski vladi, naj naredi sinergijo med varnostjo pacientov in varnostjo zdravstvenih delavcev. Da naj uredi nacionalni program za ureditev delovnih razmer zdravstvenih delavcev. Tukaj ne gre samo za to, da se uredi dovoljno število, ampak tudi vse, kar ste vi prej povedali, potem da zagotovi, da preprečuje nasilje nad zdravstvenimi delavci, da omogoča njihovo psihološko varnost in pa tudi varnost pred nevarnostmi, ki jim pretijo, to so lahko fizične nevarnosti ali pa v zadnjem času biološke nevarnosti. Da bi zadostili vsem tem uzusom, ki ste jih omenili, če hočemo govoriti o res varnem in kakovostnem zdravljenju, pa bo verjetno preteklo še dolgo časa, glede na to, kako imamo zadeve urejeno v tem trenutku. A veste, vsaka stvar se začne z majhnimi koraki. Samo če ne narediš prvega koraka, potem ni nič. In mnogo tega smo že zamudili. In če bomo sedaj delali samo tisto, kar je morda v trenutku pomembno, seveda je COVID-19 pomemben in ta je tudi pokazal tiste pomanjkljivosti, za katere so pravzaprav zdravstveni delavci že prej vedeli, opozarjali, ampak se jih ni poslušalo. Nekatere, ki so žvižgali, so celo odstranili. Ob tem me zanima, kako pravzaprav komentirate aktualno stanje povezano z epidemijo COVID. Približuje se drugi val, seveda pa tukaj gledamo na splošno na dogajanje v družbi, ne samo v zdravstvu. Poglejte, zdravstveni delavci velikokrat doživljajo nasilje, velikokrat so izgoreli, velikokrat so pod ogromnim stresom celo sedaj. In jaz bom povedal kar nekaj, sem že slišal drugje, da imamo kar nenadoma 2 milijona epidemiologov v Sloveniji. Vsi se spoznamo na COVID-19, tiste stvari, ki pa so dokazane, tistih pa ne upoštevamo. In briga nas za druge, brigamo se samo zase, pa mogoče za svojo najožjo družino. In tukaj je velik problem, ker drugače trenutno ne moremo rešiti te stvari drugače kot samo, da se sami zavedamo, kaj je potrebno storiti in kakšne ukrepe, ki jih je predlagala vlada s pomočjo seveda strokovnjakov na podlagi strokovnih priporočil, da se tega držimo. Pravzaprav se v tem kontekstu zdi neverjetno, da se je na družbenih omrežjih začela vrteti nekakšna prirejena oddaja, omizje, v katerem sodeluje nekaj strokovnjakov, nekdanjih zdravnikov, med njimi tudi takšnih, ki nikoli niso delali v praksi, ki pravzaprav želijo ovreči prav vse zaščitne ukrepe kot povsem nepotrebne. Kako to ocenjujete kot zdravnik, kako to vidite z etičnega vidika, kaj to pomeni za nadaljnje kakovostno in varno delovanje slovenskega zdravstva? Teh ljudi je kar nekaj. In mnenje ne pomeni nič.
Mnenje je tako kot v srednjem veku, ko je nekdo menil, da je nekdo neka ženska čarovnica, pa so jo potem zažgali. Če ni dokazov ali pa konsenza strokovnjakov, potem so ta mnenja samo zavajanje ljudi in jaz ne vem, ali jih kdaj peče vest ali jih nikoli ne peče vest, ko ljudje lahko tudi umrejo in tudi umrli so zaradi tega. Morda se dotakneva še ene zelo, zelo boleče teme slovenskega zdravstva, to so čakalne dobe. Videti je, da se te konstantno podaljšujejo in tukaj so pravice pacientov na veliki preizkušnji. Prav tako pa vemo, da v bistvu vedno varnega, pravočasnega zdravljenja zdaj preprosto ni več mogoče zagotoviti. Čakalne dobe so v bistvu najslabša stvar, ki se lahko zgodi človeku. To je najslabša kakovost, najslabša varnost. Ampak kako smo se jih pri nas lotili? Samo z metanjem denarja v zdravstvene organizacije, da bi te čakalne dobe znižali. Nikoli ni nihče pogledal točnih vzrokov, zakaj nastajajo, niti nihče pogledal, kaj bi lahko naredili, da bi se te čakalne dobe zmanjšale. Pa so možnosti. Po strokovni plati ste pravzaprav vi še v času, ko ste delali na Ministrstvu za zdravje, naredili zelo natančen, podroben prerez tega, kaj dejansko je treba na tem področju narediti, da bi se slovensko zdravstvo lahko pohvalilo z dobrimi rezultati prav na vseh področjih. Ja, leta 2006 je šla nacionalna politika, kaj bi se moralo storiti. Jaz sem ravno pred kratkim bral, ker nekaj drugega delam, pogledal nazaj. Veliko stvari se sploh ni zgodilo, ker tega ne jemljemo resno. Namreč pri nas je še vedno mišljenje, da je za kakovost pa varnost odgovoren posamezen zdravnik, posamezna medicinska sestra, posamezen zdravstveni delavec, ne pa da na to v 80 do 90% vpliva sistem. Tudi ena zelo slaba stvar je pri nas in to je pravosodje. Namreč za človeško napako obsodijo zdravnika ali pa medicinsko sestro in pri tem mislijo, da se bo stvar izboljšala. V zadnjem času, ne samo zaradi človeške napake, celo zaradi komplikacije s pomočjo spretnih odvetnikov, je bila moja kolegica pač obtožena, da je malomarno ravnala. Čeprav je šlo samo delno za človeško napako, delno za... In veliko je bilo seveda tudi v samem sistemu narobe, ampak smrt deklice, ki je umrla, nažalost, in to je tragika, pa ni nastopila zaradi tega, ker je bil nekdo malomaren. Ampak zakonodajo imamo tako iz leta 1900 so začeli s tako zakonodajo in pri nas se še vedno vleče. In jih je težko prepričati, kaj je prav, pa kaj ni prav. Pravične kulture pri nas nimamo. Pravzaprav se na vseh področjih kaže, kako nujna bi bila res celovita reforma zdravstva, ki bi seveda vključevala tudi ustrezne zakonodajne spremembe. Seveda, zakonodaja je potrebna, ampak pri nas je zakonodaja taka, da se pač nekaj ljudi zbere, imamo mogoče celo več skupin, ki mislijo, da bojo zdravstvo rešili, tudi na zdravstvo se v Sloveniji spoznamo vsi. Namesto zdaj po svetu velja evidence-based policy, kar pomeni politika, zakonodaja na podlagi dokazov. Kaj v tem smislu svetujete ministru za zdravje? Kako naj ukrepa, kaj naj naredi, da se vse te stvari, ki sva se jih v tem kratkem pogovoru dotaknila, pa jih ni bilo malo, da se to izboljša? Poglejte, minister je zdaj zelo zaposlen trenutno s COVID-om, in to je seveda prioriteta. Vendar pri nas nimamo, jaz ne vem, če imamo vizijo, kakšno zdravstvo si mi želimo. Te vizije najbrž ni in če ni vizije, potem se tudi ne da nič narediti. Poleg tega je, kolikor je meni znano, tudi na ministrstvu ni dovolj ljudi, oziroma kako delajo to po svetu. Nikoli ne morejo vsi ljudje, ki delajo na katerem koli ministrstvu, vedeti vsega. Zato imajo ponavadi skupine strokovnjakov, ki naredijo na podlagi dokazov, kaj bi bilo dobro narediti, in potem se seveda vlada to na koncu sprejme ali pa zavrne. Kaj pa kažejo konkretne številke glede zagotavljanja kakovosti in varnosti, glede dobrega zdravljenja pri nas? Kaj povedo vaše analize? Poglejte, po celem svetu je 134 milijonov škodljivih dogodkov v bolnišnicah. To velja seveda za države, ki imajo nizek ali srednje visok bruto družbeni dohodek, 2,6 milijonov ljudi zaradi tega umre.
V Sloveniji študije nimamo, nekdo jo je preprečil, smo že načrtovali skupaj z Svetovno zdravstveno organizacijo, ampak če prenesemo podatke iz razvitih držav, tudi iz Evrope, je okrog 1000 ljudi na leto umre v bolnišnicah zaradi škodljivih dogodkov. Več kot polovica bi se jih dalo preprečiti. V državah OECD, kamor spada tudi Slovenija, 15% denarja porabijo za popravo tiste škode, tu ne gre za tožbe, ampak samo za škodo, ki se pri pacientu zgodila, popravijo. To lahko preračunate na naše razmere, to je kar 500 milijonov evrov, kar ne bo nihče verjel. In pa v primarnem zdravstvu 4 od 10 pacientov doživijo škodljivi dogodek in 8% tega bi se dalo preprečiti. Naprimer, zakasnele diagnoze, ki kasneje lahko vodijo do smrti, ker je bila diagnoza prepozna in tako naprej. Pri nas tudi nimamo koordinacije zdravstvenega varstva. Vsaka ustanova, vsaka pravzaprav nivo, primarno zdravstvo zase, specialistične ambulante zase, bolnišnice zase in tako naprej. Povezave ni, in to je bila tudi študija narejena v Sloveniji leta 2015, ko je bila analiza zdravstvenega sistema, ki je pokazala, da je koordinacija izredno slaba. Vsak naredi na določenem nivoju kar dobro za pacienta, vendar se izgubajo podatki in tako naprej. In kakšna je vaša napoved? Kdaj bomo presegli vse te manjke v povezanosti, kdaj bomo odpravili to vrstne tragične številke, do katerih ali pa primere, do katerih ne bi bilo treba, zdravstvo bi mogli organizirati čisto drugače, kot je organizirano sedaj. Minister se menja, ponavadi niti ne zdrži 4-letnega mandata in potem pride nekdo drug, ki je morda z druge politične opcije, da tiste stvari, ki so jih prej naredili v predal, ali pa če so koristne, jih vzame in potem proda za svoje. In tako se stvari ne spremenijo. Poglejte, v svetu imajo, pri nas bi imeli lahko neko ustanovo, nek inštitut, ki bi skrbel za vse bolnišnice, tako da bi vse bolnišnice uporabljale določene klinične poti, določene klinične smernice in tako naprej, in da bi tudi, poleg tega tudi nimamo nacionalne inštitucije, ki bi skrbela za kakovost in varnost v zdravstvu. Tako seveda ne gre. Na ministrstvu, kar delajo, imajo seveda tudi sektor za kakovost, mislim, delajo neke majhne programe, ki so seveda potrebni, ampak za majhne programe bi to lahko narediti nekomu drugemu, oni morajo skrbeti za sistem in zato ne skrbijo. Verjetno ste pri tem, kar ste omenjali nazadnje, mislili na Agencijo za kakovost, ki seveda kljub temu, da je bila predlagana, že nekajkrat ni doživela ustanovitve. Poglejte, leta 2003 je bila predlagana prvič. Takrat so se vsi deležniki zbrali, vsi so bili za to, potem se je pa zopet nekje ustavilo. In potem v vsaki zakonodaji, vsak minister je skušal to urediti v zakonodaji, ampak ta zakonodaja o zdravstveni dejavnosti ni bila nikoli spremenjena, malo je bila spremenjena seveda, ampak nikoli globalno urejena in zaradi tega te agencije ni. In to je sigurno nekomu v korist. Tisti denar, ki bi se porabil za agencijo, bi se vrnil v enem letu, ker bi se zmanjšali te stroške, ki sem jih prej omenil. Kaj pravzaprav takšno stanje pomeni za paciente? Za paciente je slabo. Zato, ker če prideš k pravemu zdravniku, ki se ukvarja s pravo specialnostjo, imaš ti tisto pravo bolezen, potem ne boš nič slabše obravnavan, kot je nek pacient, naprimer v drugih državah Evropske unije. Drugače se pa lahko zgubiš. In so zgodbe, ki so jih tudi moji kolegi zdravniki napisali po časopisih, kaj se dogaja s pacientom, ko potuje skozi zdravstveni sistem. Mi ne gledamo na pot pacienta, ker pacient gre od primarnega zdravstva potem do specialistične ambulante, v bolnišnico in potem mogoče v rehabilitacijski center ali domov, ali pa v dom starejših občanov, ali pa mogoče v negovalno bolnišnico. Ampak vsak skrbi samo za svoj konček in povezave ni nobene. Dokler ne bomo gledali celoten sistem in pa tudi pri tem bi mogli urediti tudi plačevanje, da bi bilo plačevanje tako, da bi spodbujalo to sodelovanje. Poleg tega tudi informacijska tehnologija taka, da ne moremo pogledati, naprimer zdravnik v primarnem zdravstvu ne more pogledati, kaj se dogaja z njegovim pacientom, ko je v bolnišnici. V glavnem, na kratko povedano, čist na koncu stvari bi bilo treba ogromno spremeniti, na drug način spremeniti.
Mi imamo nažalost samo državno zdravstvo, kar seveda ni slabo. Tudi v prejšnjem režimu so bile nekatere stvari dobro rešene, ampak zdaj se je stvar spremenila in kar se je razvilo v znanosti, kar se je razvilo v stroki, politika nekako ni nikoli parirala.